Spoštovani, v dvorano prihajata predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica Trgovinske zbornice Slovenije magistrica Mariča Lah. Mesto, ki zdaj se prebuja, gre tisoč nevidnih poti. Usoda pa ve za križ potja in mnoge neznane smeri. Že sveže so zjutraj novice, po ulici kruza diši. Z navdihom se pesem začinja, najlepši si konec želi. Naj plujejo ladje po srečo, ne vlaki so polni želja, ne vodijo ceste do cilja, nobena ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Trgu, ki hrani spomine, vse drugo uganka se zdi. Kdo čaka, kdo gre in kdo pride, kaj znova lahko se zgodi. Vedute so polne svetlobe, še sence imajo oči. S koraki, ki nimajo časa, spet jutro prehitro beži. Ne plujejo ladje po srečo, vlaki so polni želja, ne vodijo ceste do cilja, nobena ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Ne plujejo ladje po srečo, ne vlaki so polni želja, ne vodijo ceste do cilja, nobena ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni na slovesnosti ob uročitvi 9. replike priznanja Jabolko navdiha prodajalkam in prodajalcem za požrtvovalno in nesebično delo v času epidemije novega koronavirusa. Uvodoma naj se zahvalim Ditki, ki nas je popeljala v današnjo slovesnost s pesmijo Feri Lajnščka Srečanje. Prodajalke in prodajalci zaposleni v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila in druge ključne življenjske potrebščine, ter prodajalci in prodajalke bencinskih servisov so bili že pred razglasitvijo epidemije nove koronavirusne bolezni, najbolj pa v času po razglasitvi epidemije zaradi narave dela med najbolj izpostavljenimi osebami za nevarnost okužbe.
V času krize so se prodajalke in prodajalci vsakodnevno izpostavljali in žrtvovali za to, da smo imeli ostali prebivalke in prebivalci Slovenije dostop do zadostne količine prehranskih izdelkov in drugih nujnosti potrebnih za normalno življenje. V teh nenavadnih okoliščinah, ob vsakodnevnih stikih s številnimi ljudmi in s tem ob neprimerljivo večji izpostavljenosti tveganjem za svoje zdravje in zdravje svojih najbližjih, so prodajalke in prodajalci svojo umirjenostjo, potrpežljivostjo, dobro organiziranostjo in neprekinjenim poslovanjem v nastali situaciji delovali odgovorno do kupcev in za dobrobit celotne slovenske skupnosti. Prodajalke in prodajalci skrbite, da nikoli ne zmanjka tistega, kar potrebujemo. Je zapisano v utemeljitvi Jabolka navdiha. V tem letu, ko je izolacija zaprla tretjino sveta, ne bomo pozabili vseh tistih, ki ste z vso resnostjo od prvega dne naprej skrbeli, da se življenje ni ustavilo. Za vašo nesebičnost in pogum se vam iskreno zahvaljujemo. Na oder vabim predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, in predsednico Trgovinske zbornice Slovenije, magistrico Maričo Lah. Predsednik Republike je 29. marca v predsedniški palači virtualno podelil priznanje Jabolko navdiha vsem junakom človečnosti in upanja, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo kar se da normalno. Replike tega priznanja je ob obiskih pri njih že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije Maske za vse v Trbovljah in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Na posebnih slovesnostih, kakršna je tudi današnja, pa Klicnemu centru za informiranje o novem koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem, negovalcem in babicam, zaposlenim na področju komunalnega gospodarstva, zdravnicam in zdravnikom, ter tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika. S tem izrazom pozornosti in hvaležnosti bo predsednik Republike nadaljeval tudi v prihodnje. Z vročitvijo 9. replike priznanja Jabolko navdiha je predsednik Republike izreka hvaležnost za požrtvovalno in nesebično delo v času epidemije novega koronavirusa prodajalkam in prodajalcem. Repliko priznanja Jabolko navdiha bo prevzela predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, magistrica Mariča Lah. Spoštovani, dovoljeno mi je med govorom vzeti masko, da se bomo videli in tudi nekoliko lažje slišali. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovane prodajalke, cenjeni prodajalci, spoštovani vsi ostali prisotni. Pandemija koronavirusa COVID-19 je spomladi zamajala naš način delovanja in življenja. Gospodarstvo se je moralo hitro prilagoditi, sprejeti potrebne ukrepe ter dobesedno iznajti nov način delovanja. Trgovina je bila, ko gre za soočanje z izzivi novonastalih razmer in sprejetih omejitev, ena izmed najbolj izpostavljenih panog in to si upam z gotovostjo trditi, tista, ki je nalogo prilagajanja in delovanja v novih razmerah opravila z odliko. To jabolko navdiha danes skupaj z vami, moje roke so to samo od predsednika Republike prejele,
vendar morate se zavedati, da ste ga danes prejeli vsi vi, ki ste danes tu prisotni, imenovali so vas vodstva vaših družb kot nagrado za posebne zasluge, ki ste jih v teh težkih časih v svojem delovnem procesu izvajali z veliko mero potrpežljivosti, odrekanja, veliko mero tveganja in negotovosti, predvsem v tistih prvih časih, ko nismo niti vedeli, kaj korona je, kaj nam bo prinesla, kaj je tveganje, kaj ni tveganje, bili ste izpostavljeni. In v očeh potrošnikov pravzaprav tisti najvidnejši, najpomembnejši del trgovine, ki je dejansko skrbel kljub močnemu štabu vaših sodelavcev, ki pa očem niso bili vidni, ki je skrbel za to, da Slovenija ni utrpela pomanjkanja. Ena redkih evropskih držav. To je potrebno povedati. Obvladovali smo tako logistiko, tako nabavne kanale, pa tudi omogočili marsikateremu manjšemu slovenskemu pridelovalcu vsakodnevnih dobrin, predvsem pa zelenjave in sadja, da je udejanjil svoje sanje in na police slovenskih trgovin postavil tudi svoje izdelke. Danes ste tukaj kot predstavniki zelo močne, zelo velike vojske, ki vsakodnevno rešuje in izpolnjuje zahteve slovenskih potrošnikov. 50 000 je zaposlenih v maloprodaji, 120 000 je zaposlenih vseh v trgovinah. Vesela sem, da smo danes skupaj z vami, s strani predsednika Republike, prejeli to priznanje, za kar se vam, spoštovani gospod predsednik Republike, iskreno zahvaljujem, ne samo za podelitev jabolka navdiha, pač pa in predvsem zato, da ste prav vi prepoznali pomen dela slovenskih trgovcev, slovenskih trgovk, ki vsakodnevno, ne samo v pomladnih mesecih, situacija je še vedno zelo napeta, tveganja so velika, izpostavljate, lahko tako rečem, svoja življenja za to, da opravljate svoje poslanstvo, ki ste si ga zadali in da vsakodnevno zadovoljujete potrebe slovenskih potrošnikov. In naj zaključim z mislijo, naj nas COVID ne razdvaja, naj nas COVID krepi in združuje, da bomo iz COVID krize išli močnejši, kot smo vanjo vstopili. Hvala lepa in iskrene čestitke vsem vam danes tukaj prisotnim in vsem 110 000 zaposlenim v trgovini. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lah. K nagovoru vabim predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Spoštovana gospa predsednica, nagrajenke in nagrajenci, gospe in gospodje. Najprej mi dovolite, da se v imenu države, v mojem osebnem imenu in kolikor mi položaj predsednika Republike to omogoča, tudi v imenu vseh naših ljudi. Vnovič po tej poti, neposredno pred vami, zahvalim, iskreno zahvalim za vaše predano poslanstvo v času posebnih okoliščin, ki so terjale vašo požrtvovalnost, predanost, potrpežljivost in tudi prijaznost. Sprejmite, prosim, tudi prošnjo, da z enako vnemo, potrpežljivostjo in vsemi vrlinami, ki vas odlikujejo, to delo opravljate tudi naprej. Teh posebnih okoliščin ni konec. Ko se je zaključil prvi val in smo si oddahnili, smo lahko na osnovi mnenj strokovnjakov lahko pričakovali, da bo prišel tudi drugi val in zdi se, da smo mu zdaj
priča. Nič ne vemo, kako dolg bo, prav gotovo do odkritja cepiva in do splošne dostopnosti do njega ne bomo morali bolj zanesljivo reči, da se je človeštvo izognilo tej zelo izredni situaciji, v katero ga je pahnil ta nepredvidljivi virus. To priznanje danes, ki je seveda simbolične narave, vročeno je vam in vsem drugim vašim kolegicam in kolegom, vse povsod po naši deželi, je na nek način izraz hvaležnosti za vaše opravljeno delo doslej. Zaradi razmer, v katerih smo, zaradi razmer, v katere gremo, pa je hkrati tudi naše priporočilo, prošnja, da za enako mero poguma in vztrajnosti, zlasti te človeške potrpežljivosti, ki je vaša posebna vrlina v odnosu do kupcev. Do kupcev, ki smo razdraženi, ki smo tesnobni, ki imamo sem in tja vsega dovolj in se potem znesemo nad vami, čeprav niste zaradi tega, ker ste prodajalci in prodajalke nič krivi. Zaradi vseh vaših vrlin, ki vas odlikujejo, smo se lahko na vas zanesli. Kadarkoli smo prestopili prag take ali drugačne trgovine, smo vedeli, da boste profesionalno opravili svoje delo. Mnogo ljudi mi je reklo, da ste bili deležni njihovega velikega občudovanja. Ljudje sami so mi bili povedali, da so prišli v trgovino jezni, zaskrbljeni, z različnimi občutki, mešanimi, in dostikrat so vse to povedali ali prodajalki za pultom ali blagajničarki ali ljudem, ki delajo v trgovini. In to na način, ki ni bil najbolj prijazen. Tisto, kar je vse po vrsti presenetilo, je bil vaš profesionalen, prijazen, potrpežljiv odnos. Ne morete si misliti, koliko to vsem našim ljudem pomeni. To, da ste se vedli v tem smislu tako prijazno, potrpežljivo, je dalo ljudem novih moči za to, da so se sami s seboj spopadali naprej z skrbmi, celo strahom in tesnobami. Še več, vaša prijaznost je vse to na nek način pregnala. Posebej se mi zdi, da velja izpostaviti vaš pogum. Običajno, pa me popravite, spoštovana gospa predsednica, običajno prodajalkam in prodajalcem poguma, tako kot recimo vojakom ali drugim, ne pripisujemo. Vse druge vrline običajno poguma ne. Ampak tokrat ste morali vsem drugim vrlinam pripisati še to. Mislim, da smo prav vsi občudovali to, da ste stoično, zaradi vaše profesionalne drže, pa tudi zaradi vaših značajev, vaše morale, če želite, da ste stoično prenašali okoliščine in vse, čemu smo bili priča v prvem valu, in pomagali za dobro prakso nekako premagati okoliščine, v katerih smo se znašli. Danes ste prejeli repliko Jabolka navdiha. Naj povem vnovič, da na predvečer soočanja z vrhuncem drugega, verjetno pozno poletnega vala, ki verjetno ne bo zadnji, pravzaprav to priznanje ni samo izraz hvaležnosti za vaše preteklo delo, ampak je ne samo priporočilo za enako pogumno in vztrajno prijazno delo v prihodnosti, ampak je nagrada za dobro prakso. Glejte, ob tej priložnosti bi rad rekel naslednje. V takih okoliščinah, kot je ta, krizna okoliščina, zlasti, ker je povezana z višjo silo, v takih okoliščinah, se mi zdi, moramo zlasti tisti, ki imamo v rokah voditeljske niti, voditi ljudi z primerami dobrih praks. Seveda je potrebno sem in tja tudi opozoriti na napake, mogoče nekoliko bolj strogo reči kakšno stvar za to, da jo ljudje bolj slišijo.
vendar pa iz vse moje izkušnje, ne vem, kako je z vašimi, ampak iz moje izkušnje skozi te krizne obdobja, od ustanovitve države pa do zadnje finančne krize pred 10 leti, lahko ugotovim eno samo stvar. Z dobrimi praksami lahko na koncu premagamo še tako tesnobne in skrb zbujajoče, celo strah zbujajoče okoliščine. To, da hranimo strah, na koncu ne pomaga nikomur. Niti tistim, ki jih je res zelo strah in si želijo najti oporo. Oporo najdejo v tistih, ki nekako pogumno, a primerno ravnajo in s svojim ravnanjem, z dobro prakso, pokažejo, kje so izhodi. V tem smislu, spoštovane prodajalke in prodajalci, v tem neprecenljivem smislu, ste z vašim ravnanjem, profesionalnim, odgovornim, brez pritoževanj, brez nekih posebnih zahtev, opravljali delo v času, ko smo se prvič soočali s COVID-om, z epidemijo. Kot rečeno, sledil bo zdaj drugi val, znova bodo zahtevne okoliščine, ampak v eno sem prepričan. Če in kolikor se bomo vsi skupaj kot družba trudili z dobrimi praksami pokazati pot iz nastalih situacij, bomo tako kot v prvem, tudi v drugem valu, vse do konca, do končne zmage, z dobrimi praksami, z medsebojnim spodbujanjem, z medsebojnim razumevanjem, z medsebojnim spoštovanjem te situacije premagali. Ljudje smo, potrebujemo spodbudo, potrebujemo drug drugega, potrebujemo medsebojno solidarnost. Dostikrat so vse te vrline na preizkušnji, samo ljudje smo. In vendar, kadar smo na preizkušnji, se spomnimo. To je odločilen trenutek, naj zmagajo tiste vrline, ki peljejo družbo in skupnost naprej. Vi ste jih v nekih odločilnih trenutkih. Zato smo vam hvaležni, zato ste danes dobili repliko Jabolka navdiha. Hvala za to, kar ste bili opravili in hvala za to, kar boste glede tega še opravili v času, ko ne samo nas, ampak celotno človeštvo preizkuša virus, ki ga nismo pričakovali in nimamo priročnika, kako naj se z njim spopadamo, razen nas samih. Nase se zanesimo, mi se na vas, iskrene čestitke. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa predsedniku republike. Na konec današnje slovesnosti nas bo popeljala Ditka s pesmijo Dober dan življenje, za katero je glasbo napisal Gorazd Čepin, avtor besedila pa je Tone Pavček. Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v to vekam. Skozi sozenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino sosi na goro stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, daj svetost. Dober dan, življenje, silno in milo, kot na praznik, prihaja tvoj hram. In ti še petam na uho veselilo, sem ljubljeni, rada te imam. Dober dan. Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno.
Hvala lepa. Sledi skupinsko fotografiranje. Predsednik, ste naš, bi rekla, dolžnik, da enkrat s vami tudi nazdravimo. Najprej sem vaš kupec. Tudi moje tesnobe in strahove in tečnosti vse to predstavljam. Predsednik, hvala lepa za to lepo gesto še enkrat. Hvala lepa, da ste si, kot sem že rekla, spomnil tudi na nas.